Začnimo z načrtom za mir v Gazi, tako imenovanih 15 točk, ki jih je Netanjahu zavrnil. Izrael zavrača dokument s 15 točkami, IDF ne bo izvedel nobenega umika, dokler Hamas ne bo razorožen. In ko rečem razorožitev Hamasa, mislim na težko orožje, manj težko orožje in lahko orožje. Vso orožje in govorimo o resnični razorožitvi, ne o navidezni. Nikoli v Izraelu ne bi mogli pristati na umik, dokler niso razoroženi. 100%. In ko pogledaš točke razorožitve, piše, da lahko Hamas, teroristična skupina, obdrži osebno orožje ali obrambno orožje. Ja, kot na primer Kalašnikov. Je to obrambno orožje? Ali zavračamo načrt zaradi zaporedja? Z drugimi besedami, v redu, vi se razorožite in potem se bomo mi umaknili, kar se mi popolnoma logično zdi, se nismo mi začeli te vojne, ljudje. In druga točka je, ali dejansko določene stvari počnemo potiho, ampak Netanjahu daje takšne bombastične izjave, ker mu to koristi na volitvah. Da se ne razorožijo, ne pride v poštev. To ni opcija. In RPG ni pištola za samo obrambo. Preprosto ni. Netanjahu ima prav, ko pravi, da dokler obstaja Hamas, ki nam lahko škoduje, se ne bomo premaknili. Mislim, da je to pravilno. In mislim tudi, da dela stvari v ozadju in se postavlja zaradi. Mislim, da je vse to res. Pričakujejo, da jih bomo plačali. Veselimo se, da jih bomo plačali, pričakujemo, da boste primerjali. Njim za to, kar so začeli. Hamas ne bi smel imeti nobenega orožja. Hamas sploh ne bi smel obstajati. Mislim, da je načrt, ki jim omogoča obstoj, problematičen. Naj bo tako. Točno tako, oboroženi, ja. In zakaj bi morali spet popuščati, kot si rekla, ko pa nismo začeli te vojne? Ja. Zakaj tukaj popuščamo? Mi smo edina država, od katere ljudje to pričakujejo. Nihče v državi ne verjame, da se bo Hamas razorožil. To niso samo desničarji, to so vsi, ker imamo dve oči in nismo neumni.